30 let. Takega primera vprašanja. 8 žensk in vse tako nedolžne. Sicer dokazi kažejo drugače, ampak gotovo mora biti nekdo kriv. Manjka mi neka podrobnost. Nek detajl, ki bi dokončno razrešil celotno zadevo. Tega ne morem pustiti nerazrešenega. Najbolje, da gremo še enkrat skozi. Vse. Od začetka. Ja, sama sem jo vzgojila. 10 let so bili nerazdružljivi. To ste že povedali. Ampak čas res hitro beži. In moja Susan jih ima zdaj že 20. Odkar je na tistem angleškem koledžu vidim samo 2-krat na leto. Pa dobro, Mary, to zgodbo poslušam že 2 meseca. Ja. Če bi vi delali pri hiši 15 let kot jaz, bi se počutili kot doma, otroci bi bili kot vaši in vse boste videli. Prosim. Pa kaj, a vi mislite, da bom jaz cel life služkinja? Ja, a vam ta poklic ne ugaja? Se vam zdi? Ja, zakaj pa potem to delate? Ja, od nečesa pač treba živeti. No, ampak po dobri hiši ste. A ja. V prejšnjih, hočem reči, ko je bila gospodična Susan še tu, takrat je bilo res veselo. Ja, očitno pač nimam te sreče. Ste odnesli gospodu zajtrk? Ne. Je rekel, da ga ne budim. Kako da ga ne budite? Danes pride njegova hči domov. Pojdite in mu sedaj odnesite zajtrk. Gremo, spotoma zbudite še babi, teto Augustino, povejte, da Susan prihaja. Delo je, gremo! Ja, Mary. Saj sem srečna, da lahko hčerka živiva na Marcelovi hiši. Saj veste. Babi! Susan, punčka moja. Mary! Lastne matere pa niti ne opaziš, ne? Jaz pa prav vsakemu posebej povem, kako popolno hčer imam. Mami? Mlada punca, direkca v žent pravijo. Oče je tako ponosen na te. Ste mu že povedali, Merdi? Pa je naročil, me ga ne budimo. Kako? 11 je že. Pa še ni vstal? Najbolj še se noči dolgo delal. Ja, pretrgal se bo od dela. Pretrgal se bo dela, seveda, ja. Najbolj še spet vso noč bral. Kako najbrž? Kaj ne spita več v isti sobi? Susan, kako kaj je Anglija? Oh, it's awesome. Juj. Kaj? Sorry, to je po angleško. Včasih se malo spozabim. Zdaj veš, jaz in moja angleščina. Znam samo goodbye, kiss me. Meri. Si bi zdaj to rekla kakšnem angležu? Mogoče. No, čaj se ne bo sam pripravil, kar grem. Res je lepo biti spet doma. Vse sem vas bolj pogrešala. A oči res še spi? Ja, ga lahko zdaj zbudim? Kasneje. Kaj pa, če ga zbudim kar takoj?
Če prosim, naj ga ne budimo, Veronika. Hvala. Veronika, Ja? kaj pa vi sploh počnete tukaj? No, Veronika je nova. Kar v redu. No, sicer v prejšnji službi niso odločili kot kar v redu, ampak kot odlično delovko, ki se spozna na... Dober dan, tetka. Kako je kaj? Suzan, si se pa kar poredila. Pa saj veš, drugače pa po starem. Ledvice, srce, zdaj pa še ta sneg. Pa ti, vidim, da si že nazaj. Da še niso vrgli iz koledža. Zakaj? Zelo dobre ocene imam. Ja, sej vem. Tvoja mati nam je vsem pokazala spričevalo. A sej veš, ocene se da tudi olepšati. Augustina, Ja kaj, moja nečakinja pride domov, pa je še vprašati ne smem, kako je. Vse ti pravim, da je vse dobro. No, vsaj ena, ki je zagovorna svojo sobo. A to praviš meni? Pravim samo, da je moja hči srečna in to je glavno. A to je glavno. Augustina, tudi mi dve se nimava kaj pritoževati. Gabi me je prijazno sprejela in zaradi nje... Ne zaradi nje, ampak zaradi tvojega očeta, Suzan, ki zna spoštovati starejšo bolno gospo, kot je tvoja stara mati, in pošteno, krepostno žensko, kot sem jaz. Zaradi Marcela imava vse to. Tita. Dobri konački, super merni. Pokličemo še gospodično Agato. Ja. Gospodična Agata! Ja! Pridi, ženo! Obiske imamo. Jutro. Suzan! Živjo! Kako si? A dobim kaj daril? Oprosti, ni bilo časa in pozabila sem. Sej. Pričakovano. Grem povedati očku. Ne moreš. Hočem reči, baje še spi. Kašen lenuh. Agata, v tej hiši res ni spoštovanja. Kaj je te? A bo treba spet kakšen klic, da meni skupini AA? Kaj? Koga kliče Augustina? Anonimne alkoholike. Agata, zaradi tebe spet celo noč nisem mogla spati. Tvoja luč je sledila skozi steklena vrata v mojo sobo. Zagotovo si spet brala tiste grozne knjige. Kakšne grozne knjige? O čem govori? Samo kriminalke so. To pa ni za tvoja leta. Spati se tudi ne more, če gre nekdo po noči petkrat v kopalnico. To sem bila jaz. Si bila bolna. Nisem mogla spati, pit sem šla. Gospa! Gospa! Kaj je? Marcel! Kaj je z Marcelom? Gospod Marcel! Mrtev je! Kaj? Kri! Povsod je kri! Kaj? Nihče ne sme v sobo. O čem govoriš? Do prihoda policije nihče ne sme v sobo. Ampak jaz moram videti Marcela, no? Ne moreš! Razmišljati moramo razumno. Kaj pa če mori reče v hiši? Ojoj, gospa! Telefonirati moramo policiji. Agata, daj mi telefon. Telefon ne dela. Pokvarjen je. No, to je prerezal žico. Kdo? Nekdo. Gospa! Psi! Kaj so psi? Ja, po noči niso lajali. Ja? Pa kaj potem? Ja, hudi kakor so. Bi lajali, če bi kaj. Hočete reči, če bi tujec prišel v hišo. Ja. Torej, če ni nihče prišel v hišo, meni, da... To pa se je neznosno, preiščimo hišo. Kaj? Ja, preiščimo. Šar. Jaz sem bolna na srcu. Jaz ne moram hoditi. Jaz sem še mladoletna.
Okej. Kaj se je dogajalo včeraj zvečer? Nič posebnega, se veš. Tvoj oče je prišel domov okoli 8, potem smo imeli večerjo in nato je odšel v svojo sobo. Ga je prišel kdo obiskat? Mu je kdo telefoniral? Kako pa naj to vem? Baje, mislim, slišali bi zvonjenje, če bi kdo klical. Najbolj se v hišo strazil kak potepuh, tat, grdavš. Ne, mami. Veronika je spila v garažo in bi slišala vse. Ja, premaknili se niso, o tem sem prepričana. Torej je bil nekdo, ki pozna hišo. Je imel očka težave v službi? Ne. Saj veš, kakšen je bil tvoj oče. Sposoben in inteligenten, poznal je tisoč in ena poslovna skrivnost. Ampak nikoli mi ni rekel, da je imel kakršnekoli težave. No, pa še gospodu Verderboru bi imel odličnega državnika, oziroma sodelavcev. Gospodu Verderberju? Ja, očetov novi državnik. Je bil to gospod že kdaj pri nas? No, ja, enkrat ali dvakrat. Ne obiskujemo se ravno, no. Gospod Verderber ima tudi psa. Naši so ga skoraj podrli, ko so ga zavohali. Torej, možnost, da bi gospod Verderber odpade. Zagotovo. Poznate koga drugega, ki bi hotel očetu škoditi? Ne. Ste prepričane? Kaj pa na službenih potovanjih? Takrat nikoli nismo točno vedeli, s kom se je sestajal. Kdo pa pravzaprav deduje po Marcelu? Jaz? Mislim, tovarno in premoženje se razdeli med ženo in otroke. Ženi pripada polovica in... To so pravne zadeve, no. Jaz se da tu ne razumem. A kličem očetovo sestro. Ona sploh še ne ve. Pa kaj ti pade na pamet? Ti so žensko! Enkrat sem jo videla. Lepa ženska. Malo čudna. A da po Marcelu deduje tudi ona. In kaj, če mora še vedno v hiši? Gospa Meri, nikogar ne spustiti noter. Gotovo je kakšen čuden moški, ki se potem nekje blizu. Moški? Zakaj ravno moški? Lepo te prosim, kdo drug pa naj bi bil? Ja, ženska, ne? Sramota! Meni se zdi, da nas obtožujete. Ali da, takoj si opraviči. Vse to je zarota proti meni. Vsi že pravijo, da sem zarjavela stara devica. A kaj nam je bo sploh uteho na tem svetu? Nisem ne mlada, ne take zunanjosti. Pa dobro! Nisem niti tako nesramna in pokvarjena kot nekateri. Seveda ne! Vas rešuje vaša redna hidracija, ne? Pa si da ste slušali, tako govorite? Dovolj. Agustina, popikaj, da se pomiriš. Ne prijem. Ma res. Mislila sem namreč, da si danes po noči 5krat ostala in šla. V postelji je drugače. Bolna sem. Srčno napako imam. Grozno. Pojdi in vzami kaj za pomiritev. Že dobro. Boste že še videli. Okej, nazaj k pomembnim zadevam. Kaj se je dogajalo z očetom, ko me ni bilo? Vse postarano, vse veš, kakšen je bil moj oče. Saj si njemu najprej vse povedala, no? Ja. Kaj pa babi in teta Augustina? Sta se dobro razumeli z njim? Upam. Glede na to, koliko nam pojesta. Dostikrat sta se prepirali z njim, ampak mislim, da nikoli ni bilo nič resnega. Prepirali? Vse veš, naša Augustina je kraljica drame. To je res. Veronika, Ja? odkdaj pa vi delate pri nas? Veronika je tu že od oktobra. Že od oktobra, ja. Veste, prej sem bila v 2 razkošnih oddelih, no tam sem delala. Potem so me povabili tudi... Veronika? Ja, A ste prepričani, da psi niso lajali?
Ja, popolnoma. Veste, tisto noč sem slabo spala. Imela sem nekako slabo slutno. Pa še gospod ni bil videti posebej zdrav, ko sem mu prinesla tisti večerni čaj. Pa se prosim za čaj. O ja, prosim. Okoli polnoči. Kdaj točno? Okoli polnoči sem rekla. Je bila to njegova navada? Ne ravno. Zakaj čaj? Ne vem. Mogoče je bil žejen, mogoče ga je volil želodec, ali pa si je le želel dobro družbo. Videl je, da v kuhinji gori luč, mi je pozvonil in jaz sem mu prinesla lipov čaj. Ste dolgo ostali v sobi? Ne, takoj sem odšla, Kako pa to, da prej nisem videla plavnjo skodelico? ker sem ga odnesla. Ne. Pravkar ste rekli, da ste takoj odšli. Ja, ker ga je takoj popil. Ja, ampak vročega čaja se že ne podobuje. Augustina? Ne, Mani, pusti! Gebi, pridi hitro. Augustina hoče pohoditi celo škatlo tablet. Pridi. Kaj vse nekateri naredijo v tej hiši za pozornost? Lahko gremo. Ne, počakajte še malo. Je bila gospa Mary še v hiši, ko ste očetu pripravljali čaj? Ne, je že odšla v svoje stanovanje. Veste, rada ima svoj mir. Zaradi svobode, pravi ona. Vem in prav ima. Po celem dnevu težaškega dela ima človek pravico, da dela, kar hoče. Ja, seveda. Poker ni še nikomu škodil. What? Ona karta. Ja, kaj? Gospodična tega ni vedela. Presneto, kaj sem stvorila. Mary, Ja? ob kateri uri si se noče odšla iz hiše? Okoli polnoči. Si se šla sprehajat? V takem vremenu pa že ne. Te je prišel kdo obiskat? Obiskat? Ne, že 10 let ni bilo nikogar pri meni. Agata, pojdi se spodobno obleci, Veronika ti zlikala hlače. Ja, no. Sicer vem, kako dobro so zlikane, glede na to, da je Veronika delavka nove dobe in se vlači od delodajalca do delodajalca. Prosim! Kaj si rekla? Od koga do česa se vlačim? Kaj ste slišali? Pridite! Poglejte! Nekdo hodi po vrtu! Jaz nič ne vidim. Morilec! Vrnil se je! Ne, molčite, sploh nikogar ni. Slabo mi je! Marcel, kje je moj brat? Prijela sem nujen telefonski klic. Zagotovo je bila okrutna šala. Rekli so mi, pridite hitro. Vašega brata so umorili. Klicala sem nazaj, pa kaš telefon je pokvarjen. Ne kričite, no. Prosim vas. Cel je mrtev. Mrtev? 100% mrtev? Z nožem v hrbtu. Kaj pa vi tukaj stojite? Gremo! In vi, dovolite, da vam postavim nekaj vprašanj. Umaknite se videti hočem Marcela. Da bi odstranili, kar ste pustili za seboj. Dajte mi ključ ali pa drem tista vrata. Sami si ga vzemite.
ključni pravi. Vrata se še vedno ne odprejo. Res je, ključ je zamenjan. Najprej telefon, potem pa še ključ. Nekdo dela proti nam. Katerakoli bi ga lahko vzela, tudi ti, Tiffany. Dokler se morilec ne razkrije, moramo ostati v tem prostoru. Za koga pa se imaš? Jaz, da bom ujetnica. Tišina! Sedaj smo v moji, no, tudi Marcelovi, hiši in tukaj veljajo določena pravila. In tudi vi, Tiffany, jih boste upoštevali. Prav, če vi tako rečete. No, kdo sploh ste? Kaj ste nazadnje videli mojega moža? Že leta ne, saj veste, da sem bila sprta. Ne recite mi, da še nikoli niste prestopili praga, moj brat, ker vam ne bom barila. Videvala sva se, rad me je imel in trpel, ker mi vi niste dovolili priti v hišo. Lejte, Tiffany, takih ljudi, kot ste vi, v našo hišo pač ne sprejemo. Dejstvo je, da je moj brat mrtev in jaz sumim vse vas. Mi že nismo poskušali pobegniti iz kraja zločina. Res ne vem, kdo je to bolj sumil. Menim, da so v tem prostoru osebe, ki imajo dosti večji motiv, kot ga imam jaz. Je tako, Avgustina? O čem čuka? Samo blede se ji. A tako, no. Potem najbrž ne bo problema, če preberem pismo, katerega ste napisali Marcelu. Kako? Se ne bi? Dragi Marcel, ne smeš me zameriti, da sem naredila celo sceno pred sestrico zaradi dedovanja. Morala sem zahtevati svoj delež, da ne bi posumila, koliko mi je do tebe. Saj mi, da sem zmožna prav vsega in bi zate naredila čisto vse. Zavedno tvoja, Avgustina. To pismo je pa naredek. Nikoli nisem ljubila Marcela in nikoli ga ne bi mogla biti. Sploh pa, jaz včeraj celo noč nisem zapustila sobe. Res? Mislila sem namreč, da si včeraj po noči petkrat vstala in šla v kopalnico. Kopalnico? Pa katero kopalnico, no? Grede ne bom se ga nekaj tako. Brez dokazov. Pride, Avgustina, gremo kaj popiti. Tiffany, lepo, da preusmerjate pozornost, pa vas bom še enkrat vprašala. Ste že bili kdaj pri nas? Ne, sem že povedala. No, dokazi pravijo drugače, ne? Hvala, prijateljica. Nič nisem povedala. Poznata se. Zvečer se sestajata in igrata poker. Saj imava pravico. To ni vaša stvar. Ampak vi še vedno lažete. Videla sem denarne čeke, ki jih Marcel pisal. Samo enkrat sem ga prosila za denar. Vedel je, da sem v hudi finančni stiski in mi je rade volje pomagal. Ja, ampak ta denar bi moral biti moj. No, zdaj je popolnoma vaš. Ne, tudi vaš je od včera. Pa poglejte, zdaj se me ta ženska obtožuje, no? Sama si se skopala to luknjo, mama. Prosim. Sama. Ja, mami, kje si pravzaprav bila včeraj zvečer? Kje sem bila? V svoji sobi, Suzan, kot vedno. Ja, ampak si šla kaj ven? Ne. No, enkrat. Pogled sem šla čajagati slabo, ampak je brala tisto njeno grozno knjigo in sem se takoj vrnila. Kaj pa na hodniku? Si koga srečala? Ne vem več. Dolga nočela. Dosti. Nisem se dolžna zagovarjati lastnih hčeri.
Agata, what about you? Si ti šla kaj ven? Ja, sem šla na stranišče. In ne, nobenega ni bilo. Kaj pa kakšni zvoki? Si kaj slišala? Ne, čist sem bila v knjigi. Enkrat mi babi rekla, ne vem, sem noč. Ja, pa še kar dosti me nazaj zabrusila smrklja. Okej, tega res nisem hotela, ampak po noči, ko sem šla na stranišče, sem slišala zvoke iz babičine sobe. Ko sem pogledala skozi ključavnico, je stajala pred ogledalom in v rokah držala nekaj svetlečega. Takrat še nisem bila prepričana, ampak zdaj sem pa 100%, da je bil nož. O, Marija, pomagaj. Te kriminalke so te čisto zmešale. V roki sem držala bel glavnik iz biserov in ga čistila. Preko noč. Glavnik nikoli ne spi. Agata ima prav, ker se veste, da tudi jaz po noči nisem mogla. Dajte že pridi do bistva. Kakorkoli, tudi jaz sem slišala babi vstati. No ja, enkrat sem ostala, ker me je motila luč v Agatini sobi. Potem pa sem slišala zvoke iz Marcelove sobe. Prav takšne zvoke kot dušenje. Pa daj nekaj s takimi. Veš, da me zvoki dušenja vedno spomnijo na očetovo smrt. Smrt očeta. Večna družinska skrivnost. Veronika, kaj pa vi veste o zvokih, ki so prihajali iz očetove sobe? Jaz? Ja. Jaz ničesar ne vem. Mar mu niste nesli čak? Ja. Glede na vse podatke ste zadnja oseba, ki ga je videla. Kaj me lahko za to obtužijo umora? Seveda lahko. Vse vam bom povedala. Nisem ga ubila! Ko sem odhajala iz Marcelove sobe, sem tam videla Marcelovo sestro. Tiffany. Vse sem vedela! Kaj? Prišla sem samo malo poklepetati. Ostala sem le nekaj minut in potem takoj odšla. Ja, seveda. A ne? Ko je odhajala, je rekla, naj nikomor ničesar ne povem, in me je podkupila z denarjem. Najslabše porabljen denar v življenju, prekleta izdajalka. Se ne bi strinjala. Okej, torej, če združimo vse dokaze do sedaj, imate vi, Tiffany, še vedno največji motiv. Reče tista, ki ni odgovorila niti na eno vprašanje. Res je. Krivec vedno preusmerja pozornost. Agata, lepo te prosim, no. Sam vsi vemo, da je Susan prišla šele danes zjutraj domov. Laž. Kako laž? Videla sem jo. Kdaj si me videla? Dajte mi videla. To noč. Videla sem te vstopiti v očetovo sobo. Bilo je okrog 4 zjutraj. Nisem ubila očeta, prisežem! Mirno, Susan, no, razloži nam. Okej. Ja. Torej, odpotovala sem en dan prej. Želela sem se srečati z očetom, da bi mu povedala nekaj pomembnega. In če se on ne bi strinjal s tem, bi odšla in se nikoli več ne bi vrnila nazaj. Ampak bil je tako prijazen. Rekel mi je, Susan, pojdi nazaj na vlak in se vrni tako kot pričakovano. Kaj si mi želela povedati? Jaz... Noseča sem. Prosim! Sramota! Kakšna sramota! Očrnila našo družino. Ja, tudi to se včasih zgodi. Pa ne v naši družini. Najprej prije poroka in šele nato otroci. Lepo vas prosim, no. Pri vas ste počitno res še v srednjem veku.
takuje otroka. Ojoj, hitro pridite sem, vsi bodo poginili, hitro pridite, pogledajte. Kaj pa če so zastrupljeni? Čakajte! Strupa za podgane ni več. Psi so zastrupljeni? Zakaj bi kdo to storil? Veste kaj? Veste kaj? Tudi moje potrpljenje ima svoje meje. Dovolj vas imam, vsak vas in te vaše drame. Odpovedujem, me slišite? Odpoved! Jaz pa mislim, da je morilec hotel vedeti, kako strup za podgane deluje na ljudi. Najbrž je to naredil tak brezdomec. Dat. Ne, sprijazniti se moramo z dejstvi. Morilka je lahko samo ena od nas 8. No, za vsak primer opozarjam morilko, da sem oborožena. Tudi jaz. Kje je pištola, Geri? Mene sprašuješ, kje je pištola? Vedno imam na istem mestu in potem mene obtožuješ. Ne, pištola! Veš, da me nisem pištola! Industria, vedno je nista mesto. Zakaj potem mene vedno obtožuješ? Zakaj? Jaz se nikoli nisem vozila, vedno me... Ha, v 15 minutah nas bo še zatriman. Kaj se nekaj srca? Hitro, injekcijo potrebuje. Merdi, pojdi v sobi, imam. Ti, kako si že medicinska sestra, daj injekcijo. Kakšna medicinska sestra? A zdaj me pa še skrbim za vaše zdravstvene težave. Jaz sem tukaj, da čistim. Ljubica, lej, tistemu, ki ne pomaga smrtni navadnosti, grozi zapor. Veste kaj? Sem že dal odpoved! Dobro, dajte mi tisto injekcijo, kje jo imate? Injekcije ni več. Nekdo je ukradel. Ali pa so želeli ubiti Augustino. Se ne čudim. Čakajte, ampak nekaj moramo storiti, no? Malo sklopotajte, ne bo kaj jaz. Slišite, Geri? Tako me hočeš. No, pa je spet meč. Našla sem injekcijo. Tat, no, oziroma tatica, ni bila posebno iznajdljiva. Preiskala sem vse sobe in jo našla pod posteljo. Čigavo? Tvojo, mami. Moja! Ponovno mi nekdo potika. Torej si pogledala pod mojo posteljo. Sem. Videla sem kovčke, polne, pripravljene na odhod. Saj kovčke je najbrž videla že Veronika. Ona rada stika in brska pod našimi posteljami, odkar je stopila čez naša vrata. Ja, to je ta druga generacija. Jaz nikoli nisem stikala pod tujimi rečmi. Sem zvesta in poštena in trdo delam. Zvesta in poštena, Meri. Zvesta in poštena. Če me spominne varate, kot me je moj pokojni mož. Si mi izjavila, da si hišo zapustila okoli polnoči. Jaz, da sem videla tvoj plač v sobi za delavke, še okoli pol 2 zjutraj. Ampak sem šla ponovno polno. To je res. Šla sem k Marcelu, da bi igrala poker. Moj mož pa karta. Meri, lepo te prosim, no. Ja, res. Že več let sva igrala skupaj, ob večerih, samo ljubiteljsko. Potem je prišla pa Tiffany in se je vse spremenilo. Meri, koliko časa si včeraj igrala karte z očetom in Tiffany? Samo kakšno uro, izgubljala sem. Koliko? 300. Koliko? 300. To ni toliko, Meri. Ja, 1000. Čakaj, Meri. Koliko? 300 000 evrov. Od kje ti ta denar?
posodila sem si ga od gospoda. Ampak, ko sem odšla, je bil še živ in Stefani sta igrala naprej. Smejala sta se mi, ker sta me ogoljufala za 30 000 evrov. Samo malo. Torej ste bili vi zadnji, ki ste videli mojega očeta živega? Ne, Veronika ga je. In to dosti bolj odblizu. To so samo govorice. Že 5 let se poznata. 5 let po službenih potovanjih, na to pa je slučajno prišla sem, ko se je slučajno sprostilo mesto soverce. Temu se reče prava oskrba na domu. Veronika, a je to res? Rada sva se imela. Zaradi njega sem delala v tej vaši hiši. A zdaj ga ni več. Mi vse brez smisla. Injekcija se res imenitna reč. En pik, pa se že počutim bolje. Gospa, zdaj pa vse razumem. Kaj razumete? No, skoraj, samo še en dokaz mi manjka. Najbolje, da počakajte tukaj. Pridem takoj, prosim vas, počakajte. Pa kaj govorite? Vi bomo verjele? Ne, to je kar ne gre. Jaz ne vedem. Ne, slušajte. Je. Tu je. Kaj pa zdaj se? Look, je mrtva. Kaj je vedela? No. Do tukaj je še vse dokaj smisel. Suzanin motiv je njena nosečnost. Kaj se dogaja v babičini glavi, večna skrivnost. Veronika in Avgustina sta ga ljubili, on pa je kljub temu ostajal z Gabi. Ona je z njim ostajala samo zaradi denarja in dediščine. Prav tako njegova sestra, Tiffany. Mary pa je bila samo krepko zadolžena zaradi nesrečne igre pokera. Vprašanje je, kdo ima dovolj močan motiv za umor. Ker poleg tega je ta nekdo še zamenjal ključ, pa prerezal žico telefona. Pa zastrubil pse in skrival Avgustinina zdravila. Kar bi lahko Avgustina storila tudi sama. Manjka mi neka podrobnost. Nek detalj, ki bi dokončno razrešil celotno zadevo. Tega ne moram pustiti nerazrešenega. Ostanite tukaj. Ta primer bomo danes rešili do konca. Veronika, kje si kalo za luč? Šta vidiš? Čakaj, iščem. Tukaj je. Ravno sem v kuhinji pripravljala kavo, ko je šla elektrika. Najbolj zaradi kakšnega kratkega stika zaradi vetra. Kako je Mary? Je mrtva? Ne. Krogla jo je samo opazila. Je pa tako prestrašena, da ne more govoriti. Na srečo. Ja, bi rada videla, kako bi se ti obnašala, če bi pravkar streljali nate. Kaj mi je zgledala Tiffany? Ne vem. A ni šla z nami gor?
Teta Tiffany je odkurila. Gotovo nedaleč. Vrata so zaklenjena. Če misli preplezati ograjo, si bo zlomila vrat. Pa so njene stvari še tukaj? Ja, njena torbica. Pa poglejmo noti. Saj sem vedela! Čisto vse se ujema. Kaj čakate? Pospravite do kave, jo poiščite, no? Saj res, kava. Kaj je s tabo? Tiffany sem samo pustila v kuhinji. Samo s kavo. Vse smo zastrupljene. Srce mi že bije hitreje. Strupljem čim huje. Ne bom umrla zastrupljena kot pes. Poglejte, Tiffany se vrača. Gotovo za to, da nas dokončno pokonča. Nehajte dovolj. Razmišljati moramo razumno. Najprej mi daj pištolo, da jo skrijem. Ok, tako bomo naredili. Ponudili bomo kavo. Če odkloni, je to priznanje. O, hitro, Tiffany prihaja. Pazi, pazi. Kaj se tu dogaja? Kje ste bili pa vi? Slabo mi je bilo, na zraku sem bila. Kje pa je Mary? Je že kaj povedala? Niče. Bi kavo. Ne. Ne bom, sem že preveč živčna. Zelo ste ljubeznivi, vendar je ne bom. Popite jo. Pa, zakaj hočete, da popijem to kavo? Aha, že razumem. Najprej ste se znebile mojega brata, zdaj pa še jaz. Lejte, Tiffany. Nisem vas hotela zastrupiti, ampak vi ste edina, ki kave niste pili. Mislili smo, da ste nas zastrupili in pobegnili. No, če pa res nisem še edina popila kave, jo pa bom. Stop! Vam je tudi ni pila. Ja pa sem jo, Agata. Leta, da dehitevajo, dementna postajaš. Zanimivo, ne, kako se po vseh teh letih zgodovina ponavlja. Saj tudi moj oče je umrl zastrupljen. Pa kaj spet leti iz tvojih ust? Nove obtožbe. Vsi vemo, da je oče umrl naravne smrti. Oče. Ni ravno. Maček se mi je zatresla okno pri pripravi tistega večernega čaja. Ampak tega je že davno. Kaj? Ti si ubila očeta! Agustina, seveda, gospačo. In zdaj želiš ubiti še nas. Popij kavo, še enkrat pred našimi očmi. In tudi ti, Tiffany. Pa kaj se gresta, vse smo v redu, kaj ni bila zastrupljena. No, kava ni bila zastrupljena. Smo pištolo še vedno našli v njeni torbici. Potaknili so mi jo, prisežem. Mojih odtisov policija ne bo našla. Ne moram reči pa za vas, ki ste jo celo prešlatali. Prav ima. Pojdimo, to moramo obrisati. In poiskati škatlo s trupom. Pridita, no? Ja, Prid! Ta nasmešek. Toliko let sem ga opazovala in mu zavidala.
zavidela, kako lahko sedite na dveh stolčkih. O čem govorite? Ne maram ga. Ljubimca imate. Je to vaše zadnje odkritje? Ne prvo, že nekaj časa vem. Kaj zdaj želite od mene? Nič, samo to, da vem. Ste... Nocoj sem hotela zapustiti moža. In moji kočki so bili že čisto pripravljeni. Neverjetno. Na tisto noč, ko ga želim zapustiti, prav umre. In ali je vedel? Saj sedaj tako ali tako ni več pomembno. Naivni Marcel, vedno je vse verjel. Kaj pa bo sedaj z menoj? Dala vam bom denar, ki vam ga je Marcel odklonil. Lagala sem, tega denarja ni več. Prosim? Dala sem ga moškemu, ki ga ljubim. Moški. Ja, dala sem mu denar za potovanje. Potovanje. Koliko denarja ste mu dali? 300.000 evrov. 300? Tiffany, je bil ta denar v kuverti, v modri kuverti. Ja, kaj se tu dogaja? Tiffany, kdo je vaš ljubimec? Marcelov družabnik, gospod Verderber. Tiffany? Ne morem verjeti, da se poleg istega premoženja deliva še istega ljubimca. Veste kaj? Kako je pozabite? Saj sedaj Kako je tako? ni več pomembno. Tiffany? Tiffany? Denarja ni več. Tiffany? Še nekdo je vedel? Tiffany? Našla sem škatlo strup. Pom. Bila je v sestrovni omari. Čakaj, torej psi niso bili zastrupljeni. Meri, zakaj si pa ti že ostala? Moram govoriti. Počasi, usedite se. No, čakamo. To je res ena čudna zgodba. Agata? Veš prav vse? Ja. Pa kaj se tukaj dogaja, no? Naj mi nekdo razloži. No prav, bom jaz. Povedala vam bom zgodbo. Nekoč je živel dober moški, obkrožen z 8 ženskami. Sinoči je ta obožec sledil, še bolj utrujen, še bolj uničen in še bolj prevaren kot prejšnji večer. In prej s 8 žensk se je začel. Njegova hčerka Agata, skrita za brati, je vse videla in vse slišala. Prvi udarec se je zgodil ob 10:30 večer. Na obisk pride Avgustina,
obsesivno zaljubljena in mu pove vse resnične in neresnične govorice. Samo pol ure kasneje njegova žena obvesti, da ga zapušča z očetovim državnikom, gospodom Werderjem. Tretji udarec pol polnoči. Veronika, gospodična pocestnica. Malo zatem pa še Titan. Ona ga promoze za celih 300 tisočakov. Okoli 12 meni nazaj zahteva goljufan denar. Okoli 3 se sliši prepir zaradi babičine dolgo zadržane skrivnosti. Kot krona vsega pa pride še Susan, noseča. Kako naj bi človek sploh lahko še spal? Govori očka. Našla sem ga ob 6 zjutraj. Jokal je. Jokal je in rekel, kako lepo mora biti, če je človek mrtev. Zasmilil se mi je. Zasmilil se mi je in takrat sem dobila idejo. Čakaj, Agata. Hočeš reči, da si ti tista, ki je očka nikoli ni umrl? Rekla sem, očka, ne jokaj. Zate bomo organizirala predstavo. Poglej, ti se vležeš na tla, jaz ti na hrbet prelepim nož, vse polijem z dečilom. Najprej me je začudeno gledal, nato pa se je začel smejati. In ta kriminalka se je začela. Torej, uspala sem vse, pregrizala telefonske žice, prej sem poklicala Tiffany, ukradla pištolo in mami 300 tisoč evrov in še zamenjala ključ od njegove sobe. Vse sem predvidela, vse pripravila in vse ste mi nasedle. Samo Mary je nekaj posumila. Očeta si dala pri oknu. Ja. Oprosti, morala sem te prestrašiti, da bi molčala. No, vse resnice sem morala priti na dan. Vse skrivnosti. No, sedaj pa, ko je vse slišal, je najbolje, da ga kar pokličemo. Očka! Očka, pridi! Pridi pan, uspela je! Torej ga ni umorila nobena.